Banka Slovenije že januarja meseca, se pravi precej prej, kot se je zbudila vlada Republike Slovenije, ugotovila, da najemanje kreditov, ki jih torej dolžniki zavarujejo z vrednostnimi papirji, pravzaprav že ogroža naš bančni sistem, tako ne samo bančni, celo zavarovalniškega, in da je treba zaostriti pogoje za dodeljevanje teh kreditov z povečanjem finančnih rezerv banke, ki pokrivajo te kredite, in tudi z zaostritvijo višine zavarovanja. S tem so seveda ti krediti postali bistveno dražji in od tedaj dalje je opazno upadanje zanimanja slovenskih kupcev oziroma slovenskih interesentov za najemanje, za nakup, za menedžerski odkup delnic. Mi smo prepričani, da je tako, kot je Banka Slovenije ukrepala, da je tudi vlada, ampak v napačno smer ukrenila takrat, ko je predlagala in tudi dosegla dokapitalizacijo Nove Ljubljanske banke in pa Nove kreditne banke Maribor z 63 in z 16 milijoni evrov, ker je to davkoplačevalski denar. Denar je dvignila, po domače povedano, iz proračuna Republike Slovenije in zagotovo to ni način, s katerim se lotevamo dokapitalizacije komercialnih bank, ker so poti za to bistveno drugačne v vsem normalnem svetu, kjer pač velja vrednost kapitala, ki je v zasebnih rokah, ne pa iz javnih sredstev. Torej, menimo, da je vlada, ne glede na to, kako se bo v ponedeljek hvalila z svojimi uspehi na področju preganjanja tajkunov, da je naredila mnogo premalo, predvsem pa dosti prepozno. Alarmi so se sprožili že leta 2005, pa takrat niti predsednik vlada, niti cela vlada niso šteli za potrebno, da bi postavili mejo in rekli, zdaj je pa takoj dovolj. Potem šele, ko so se ti ljudje obrnili proti predsedniku vlade in njegovim sodelavcem, šele takrat je ugotovila, da je treba nekaj storiti. Žal je po mojem mnenju že precej pozno. Bi lahko bo rekli, da je nadaljno tajkunizacijo slovenskega gospodarstva preprečila v bistvu Banka Slovenije? Ja, lahko bi rekli, da vsaj del tega velikega pretoka kapitala je preprečila Banka Slovenije. Drugi del, ki je tudi zelo učinkovit, je pa to, da je začelo na slovenskem finančnem trgu zmanjkovati gotovine in so morale zato komercialne banke, torej vloge varčevanja naših državljanov ni več dohitevalo črpanja kreditov zaradi takih namenov in zaradi tega so morali začeti komercialne banke v Sloveniji najemati kredite v tujini, kar pa seveda bistveno podraži kredite, ki jih najemajo menedžeri za menedžerske odkupe. In to je drugi del par rokavic, kot se temu reče. Torej, razlogov za upočasnitev menedžerskih odkupov je kar nekaj. Mislim pa, da strah pred ukrepi vlade je še bolj majhen del. Na vse zadnje smo lahko v bistvu priča enemu fenomenu, da sta financiranje menedžerskih odkupov izvedli dve banki, ki sta v največji lasti države. Ja, ko gledamo, kakšni so odstotki plasiranih sredstev pri Novi Ljubljanski banki in Novi komercialni banki Maribor v primerjavi z tujimi bankami ali pa z manjšimi bankami v zasebni lasti, je to razmerje izrazito v korist tem dvem bankam. Na razmerje recimo med tema dvema bankama in tujimi bankami je celo 1:5. Pri manjše zasebne banke pa imajo približno, recimo, dajmo reči, 3/5 napram 3/5 deleža tega, ki ga imata ti dve banki, pa sta sami. Ne? Res pa je, da sta seveda največji. Ne? Je na en način Janez Janša sponzoriral Tajkun?
Ja, dokler jim je dovoljeval, da se svobodno sprehajajo po finančnem trgu in najemajo kredite, zavarujejo te kredite z delnicami, ki so kupljeni s temi krediti, dokler je dovoljeval, da računajo s tem, da bodo kredite odplačevali z izčrpavanjem prevzetih podjetij in predvsem z zadrževanjem rasti plač delavcev v teh podjetjih. Namreč tu je za mene osebno najgrša poteza teh menedžerjev. Mene ne moti, če je nekdo bogat, naj bo bogat, vendar naj tega ne počne tako, da postane bogat na račun ljudi, ki so bogatstvo, ki ga je on dobil zdaj, čeprav še ne plačano v roke, ustvarili in zdaj bodo morali ustvarjati dobiček, zato da bo on lahko to bogatstvo dokončno dobil v last, ko bo odplačal kredite. Jaz mislim, da je to sramota, da Slovenija, ki je grajena bila na medčloveški solidarnosti, ki je tudi prišla v kapitalizem z nekimi drugačnimi cilji in drugačnim pogledom na medčloveške odnose, da si česa tacga ni zaslužila. Ste si predstavljali takšen umik, bomo rekli, države iz gospodarstva? Ne, jaz sem si predstavljala, da če se bo država umaknila iz gospodarstva, se bo umaknila samo tam, kjer je evidentno, da bodo prevzeli pač lastnino tisti, torej majhni delničarji, ki bodo izbrali dober menedžment, ki bo delal v korist delničarjev, ne pa v svojo korist. Žal se je zgodilo drugače.